Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej najlepša hvala, ker ste se odzvali vabilu na ta dogodek. Mi že tradicionalno pred glavno sezono organiziramo neko tiskovno konferenco, nek dogodek, na katerem predstavimo našo dejavnost in hkrati tudi opozorimo vse te naše obiskovalce gora na potencialne nevarnosti in tudi na tak način poskušamo zmanjšati število nesreč. Jaz bi se na tem mestu zagotovo zahvalil tudi medijem, ker mislimo, da smo v zadnjem obdobju naredili kar veliko na tem, da je opremljenost obiskovalcev v naših gorah boljša. Ljudje so bolj pripravljeni. Po drugi strani pa bi mogoče to, kar sem zdaj rekel, velja za obiskovalce, ki so tukaj doma iz Slovenije. Vedno večji problem pa predstavljajo pri reševanju v gorah tuji obiskovalci gora. In ravno lansko leto, ko smo zopet imeli rekordno število nesreč, se je sedaj prvikrat v zgodovini zgodilo, da smo reševali večkrat tuje državljane kot slovenske državljane. Torej, intervencij, na katerih so bili udeleženi tuji državljani, je bilo 55%, imeli pa smo zopet rekordno število intervencij, 667 vsega skupaj. Ravno zaradi tega sem še posebej vesel, ker se na vabilo odzvali predstavniki, mislim, da 10 veleposlaništev, da mogoče tudi na tak način poskušamo opozoriti tudi tuje državljane na potencialne nevarnosti, ki jih skrivajo naše gore. Današnja vaja, ste videli, je pravzaprav pokazala marsikaj, kar se nam dogaja v glavni turistični sezoni. Vremenska napoved je bila sončno vreme. V Ljubljani mislim, da je še vedno kakšno sonce. Tukaj vidimo v Bohinju oblačno, deževno, tudi tukaj je mrzlo. Turisti, ki se podajo v te gore, naših gora marsikaj kdaj ne poznajo dobro. Tukaj bi jaz opozoril na eno zadevo, da v Sloveniji smo ravno na teh južnih obronkih Alp in so naše gore nekoliko med najnižjimi Alpami in v primerjavi s kakšno Švico in Avstrijo so pa nizke nadmorske višine lahko zelo zahtevne in to marsikaterega tujega turista preseneti. Mi imamo že na nižjih nadmorskih višinah, tam okrog lahko že tudi 1600, 2000, zelo zahtevne poti, o tem mogoče malo več v nadaljevanju, ampak tukaj, če se nekdo dobro ne pripravi na turo, če se ne pozanima o razmerah, če ne preveri, kakšna je vremenska napoved, potem pride hitro do nesreče in potem rešujemo po nepotrebnem ljudi. Včasih je ta pomoč žal tudi prepozna. Če se vrnem na današnjo prikazno vajo, kot sem rekel, vremenske razmere so nam pokazali, kaj se lahko zelo hitro zgodi, če nismo dobro pripravljeni. Hkrati pa je bil primer te reševalne akcije oziroma tega prikaza dejansko realističen prikaz tega, kar se je že v lanski sezoni nekaj podobnega 4-krat zgodilo. 4-krat so bile intervencije na območju gondolske žičnice, v vseh 4 primerih so bili udeleženi tuji državljani. Če izpostavim samo en primer,
Oče se je z vrha gondolske žičnice z 2 otrokoma, to je bilo že omenjeno prej, podal naravnost v dolino. Ko ste se peljali z gondolo navzgor, ste videli, kakšen teren je pod to gondolsko žičnico. Ko se boste peljali dol, vas vabim, da še enkrat pogledate. 4 take primere smo lani imeli. Tukaj prihaja tudi, recimo, če upozorim na eno nevarnost, predvsem tuji državljani velikokrat sledijo poti, ki jih najdejo na raznih aplikacijah. In potem, ko nekdo zatava po neki neznani poti, se to na aplikaciji zariše kot pot. In potem marsikdo sledi tej poti in ravno zato je bilo treba lani zelo hitro posredovati, da smo tudi pri Googlu dosegli, da so zbrisali eno izmed teh poti, ker so ljudje v zelo kratkem obdobju 2-krat zatavali in smo imeli potem kar zahtevno intervencijo. Tako da, na kaj je treba pozoren, na kaj je treba biti pozoren, mogoče ste dobili gradivo, torej, za katerega vas naprošamo tudi, da ga v primernih medijih objavite, mogoče samo kratek povzetek tukaj. Smo pred glavno sezono, število intervencij letos je nekoliko manjše kot lani, kar je predvsem posledica nekoliko slabšega vremena v zadnjem obdobju. Ampak število turistov, smo lahko prepričani, bo zopet letos, mislim, da rekordno in prav je, da delamo zelo veliko na preventivi in mogoče malo zmanjšamo število nesreč v glavni sezoni. Na kaj je treba biti pozoren? V gorah je še vedno veliko snega, predvsem na osojnih pobočjih, tudi na prisojnih so še določena območja, kjer je treba prečiti snežišča in tam je vsekakor treba biti zelo pozoren, da ne pride do zdrsa. Tudi v tem času, kot ste videli, so razmere še vedno lahko zelo zahtevne, kljub temu, da imamo v dolinah lahko že izjemno vroče dneve, če si v nekem oblaku, deževnem vremenu, lahko hitro pride do neke podhladitve. Ni nujno, da pride do tako hude podhladitve, da bi bila zaradi tega potrebna medicinska pomoč, ampak že vsaka podhladitev vpliva na naše sposobnosti, kako se gibamo po nekem malo bolj zahtevnem terenu. Če nam zaradi premraženosti, ker smo utrujeni, pade koncentracija, hitro pride potem do neke nesreče. Tako da treba je pogledati vreme, pogledati treba poti in se potrebno ustrezno opremiti. V tem primeru govorimo o ustreznih oblačilih, govorimo v tem obdobju še vedno o tem, da je nujno potrebno imeti cepin, bereze, če gremo v neko visokogorje, treba imeti primerno tudi dovolj hrane in seveda tudi tista stvar, ki ne sme manjkati v nahrbtniku, je neka čelna svetilka. Zdaj, to so neke klasične zadeve, na kaj moramo biti pozorni. Mogoče še ena zadeva glede tujih državljanov, par statističnih podatkov. Največ intervencij v lanskem letu glede tujih državljanov je bilo iz državljanov Nemčije, teh intervencij je bilo 73, Francija je tukaj na drugem mestu z številka 36, potem je Nizozemska 35, Francija, Nizozemska 27, Češka 23, Poljska 22, Madžarska 23 in tako naprej potem tem manjšim številom. Res poudarjamo, številni tuji turisti nimajo izkušenj, ne vedo, v kaj se podajajo, zato me izjemno veseli, da skupaj tudi s Planinsko zvezo Slovenije in tudi z Združenjem gorskih vodnikov se trudimo nekaj narediti na ozaveščanju, ker tukaj lahko res veliko naredimo. Da te tuji turisti, jaz jih imenujem turisti,
res ne bi zahajali v take situacije, kjer bi potem potrebovali našo pomoč. Temu namenjena je bila tudi današnja lokacija. Bohinj je ena izmed najbolj izpostavljenih društev gorske reševalne službe. Imeli so v lanskem letu največje število intervencij in veliko teh intervencij je ravno zaradi tega, ker turisti, ki prihajajo v ta res prekrasen konec Slovenije, niso ustrezno opremljeni za obiske naših gora. Ena stvar, ki jo tukaj poudarjamo, je, da če se nekdo znajde v stiski, če se zgodi nesreča v gorah, pokličite na pomoč. Pokličite na številko 112, pridete do centra za obveščanje, ki potem poveže klicočega z reševalcem na tistem območju. Tukaj bi poudaril, da če ste v težavah, je treba poklicati, ne še bolj ogrožati samega sebe. Rajši vidimo, da pridemo reševati nekoga, ki je nepoškodovan, kot da bomo nekoga reševali potem 300 metrov nižje, hudo poškodovanega ali pa celo, da bomo prišli do nekoga, ki se je smrtno ponesrečil. To pa seveda ne pomeni, da nekdo, ki se mu nekako naredi žulj na nogi ali pa postane malo utrujen, si zaželi helikopterskega prevoza v dolino in bo zato klical, da bo se pripeljal na malo bolj udoben način v dolino. To pa vsekakor ni bilo povabilo tem. Hvala lepa, Gregor, za ta uvod. Hvala lepa Gorski reševalni zvezi Slovenije za povabilo in sodelovanje, kajti Planinska zveza, Gorska reševalna zveza Slovenije, pa seveda tudi vodniki smo velikokrat prej in potem skupaj, ko se pa stvari dogajajo, ko pride do nesreče, ko pride do akcije, pa seveda vsak dela svoje in predvsem največ delajo reševalci. Vsi skupaj ugotavljamo, da je v gorah zelo veliko ljudi, da vedno več ljudi hodi v gore. Jaz sicer se včasih malo ponavljam s to informacijo, pa je le pomembna. Planinska zveza Slovenije ima recimo 60 tisoč članov, gore zdaj ocenjujemo, hodi redno že okrog 400 tisoč Slovencev, da ne govorimo o milijonskih obiskih tujcev. Seveda, od turizma živi Slovenija in je prav, da pridajo, hkrati si pa želimo, bom rekel, več sodelovanja, bom rekel, tudi s turističnimi organizacijami, kajti pravzaprav vsaka vas pod hribi, pod griči, kjerkoli vabi na pohodniška doživetja. Kamorkoli pridete, tudi Ljubljana je pohodniška destinacija ratala. Vabijo, ampak hkrati pa ne vem, če so informacije, ki jih dajejo turistične organizacije ljudem, ki prihajajo k nam, dovolj dobre. Mi smo naredili eno analizo, nekaj je tudi v predstavitvi, da vse več, hvala Bogu, bom rekel, turističnih destinacij ima v svojih katalogih, na spletnih straneh tudi podstran Varno v gore, kjer govorimo o stvarih, ki jih je tudi predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije poudaril. Kako se pripraviti na turo? Problem je seveda, Stojko bi rekli, rič, kako doseči čim več ljudi. Tudi mi poudarjamo na tej preventivni ravni, pa bom danes gledal širše, ne samo na članstvo Planinske zveze Slovenije, ki je, kakršno je, in seveda mi skrbimo za razvoj planinstva na široki fronti. Hkrati smo pa zelo pogosto klicani in vprašani, kaj ste naredili, ali lahko komentirate to ali ono, pa seveda nimamo vedno pravih odgovorov. Zato želimo in zato ste nam mediji tudi veliko pomoč, da se udeležujete takih tiskovnih konferenc, tudi Planinska zveza to redno dela, veliko se lahko pojavljamo v mediji in ta glas gre vsem, ne samo našemu članstvu, želimo, da gre ta glas tudi tujcem. Pomembna je, kot smo rekli, dobra priprava na turo, ki je kompleksna. Če
se ne čutite sposobnega, če nimate, bom rekel, podlag, s katerim bi se dobro pripravili na turo, vzemite vodnika. Najemite vodnika z ustreznimi kompetencami, to bo kolega Peter kasneje povedal, in pojdite v hribe z njim. Hkrati je priprava na turo kompleksna zadeva, od, bom rekel, analognih virov, vodičev, zemljevidov, do, bom rekel, uradnih aplikacij. To je velik problem, kar je bilo že omenjeno, da danes dvakrat klikneš, pa se ti pojavi aplikacija. To so necenzurirane aplikacije, ki mnogokrat vodijo v napačno smer, zavajajo. Kartne podlage so slabe, to so te OpenStreet, kjer se nič ne vidi. Zato, če pride gost za nekaj dni v hribe, 10 € za dober zemljevid ne sme biti pravzaprav nekaj odvečnega. Na tem mestu bi rad poudaril aplikacijo MapPZS, ki smo jo razvili na Planinski zvezi Slovenije, kjer je noter na dobri kartni podlagi vseh 10.000 km planinskih poti, ni sledi, trekov, ampak je pa geolokacija, tudi če ni interneta, če imamo to naloženo na telefon, deluje. Če smo se zgubili, vam to takoj pokaže, da smo v bližini poti, pojdimo na pot in tako naprej. In pomembno, kar je, to je, bom rekel, uredniško vodena aplikacija, kjer ne more kdorkoli karkoli naložiti. Tako da to vam toplo priporočamo, da vzamete tudi take stvari v obzir v pripravi na turo. Še eno veliko težavo opažamo, bom rekel, nasplošno, da, bom rekel, živa informacija, ki naj bi jo posredovali turistično-informacijski centri, je v mnogih primerih pomanjkljiva. Določena območja, Kamnik, tudi Bohinj, veliko delajo skupaj z nami, skupaj z Gorsko reševalno zvezo ali pa z lokalnimi društvi na usposabljanju informatorjev, ampak problem je v tem, da seveda ljudi manjka kot posod in pridejo delati čez poletje in so informatorji o pomembnih stvareh, o življenjsko pomembnih stvareh, kot je hoja v gore, pa tudi informatorji ne znajo dati prave informacije, tako da se tukaj želimo ne samo teh lokalnih dobrih sodelovanj, Kamnik in Bohinj sem vzel za en svet v primer, ampak tudi v bistvu celostno skozi Slovensko turistično organizacijo. Morda še na zadnje, Planinska zveza seveda ima kar precejšnjo število različnih strokovnih kadrov, ki so primarno namenjeni za delovanje društev in pa zveze, ki pa seveda lahko pomagajo. Jaz bom rekel, povabil ljudi, da se vključijo in se naučijo hoditi v gore, lahko tudi na tej neki društveni ravni. Sicer pa, kot smo že prej rekli, vzemite res za dobro te napotke, kako varno v gore, in tle bi na koncu rad povedal, da ima Gorska reševalna zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije skupen odbor Gore in varnost, kjer pravzaprav delamo nekaj, predvsem na preventivi, izdajamo tudi kakšne priložnostne materiale, skupaj organiziramo posvet Varno v gore. Tako da prej in potem smo skupaj, žal mnogokrat v 687 primerih, ali koliko lansko leto je pa pač Gorska reševalna zveza, društveni reševalci, tista, ki more na terenu narediti tisto, kar nikomur od nas ne ljubo. Takele stvari so pa prijetne. Tako da hvala še enkrat za povabilo in možnost sodelovanja z moje strani. Pri Združenju gorskih vodnikov bi želeli poudariti 3 stvari. In sicer naj se gostje, posamezniki, neizkušeni ali pa tudi bolj zahtevni gostje, tako domačini, Slovenci kot tujci, ki prihajajo k nam, če se ne počutijo dovolj sposobni za tisto turo, na katero so se namenili, naj najamejo gorskega vodnika. Ker to ne bo samo hoja na nek vrh ali plezanje na nek vrh in odhod nazaj v dolino, ampak bo to, da rečemo temu, nek mini tečaj gorništva, v katerem se bo gosti marsikaj naučili. Od tega, na kak način spakiramo na hrbtnik, kaj nesemo s sabo, kakšno opremo potrebujemo, kako hodimo, kako si zavežemo čevlje, en tak zelo mali detajl, ampak je lahko zelo pomemben, do uspešnega vzpona na vrh oziroma skrbi za varnost ter posledično uspešno zaključene ture. Apeliramo na vse, ki se ne počutijo dovolj sposobne, dajte enkrat poskusiti. Z najemom gorskega vodnika boste
sami na lastne oči se prepričali, kakšna kvalitetna izkušnja je to, kaj vam en tak dan da in pol lahko to besedo tudi širite naprej. Seveda pa, če ste, bi rekel, zainteresirani za bolj zahtevne ture, pa omogočamo vse. Gorske vodniki delamo od najlažjih, od najbolj začetnih tečajev, od pohodništva do zelo zahtevnih vzponov, do na najvišje vrhove praktično po celem svetu. Naslednja stvar, na katero bi upozoril, je to, da se pač tudi v okviru preteklih dogodkov oziroma povečevanja turizma v Sloveniji, zelo velike povpraševanja po teh naših storitvah, po outdoor aktivnostih, da naj vsi profili, ki delajo v našem prostoru, naj se držijo svojih kompetenc, naj izvajajo storitve, za katere so usposobljeni, ne delati kar nekaj počez, jaz se lahko pa to, pa vsak dan malo nagradimo, pa vsak dan se počutimo bolj sposobne, pa ljudi peljemo en korak dalj, en korak naprej, in potem prihaja do nekih lahko celo tragičnih dogodkov. Dajmo se tega izogibati, izvajamo storitve kvalitetno, ampak na svojem področju za to, kar smo izobraženi. Na koncu pa tudi to, mogoče na samo državo, dajmo mogoče tole področje še malo bolj urediti, malo bolj nadzirati, turizma je vse več, kot sem že omenil. Veliko je povpraševanja po teh naših storitvah, da rečem, da nas je premalo, dela imamo ogromno, čez poletno, čez zimsko sezono vedno več, poletna sezona ne traja več od junija do konca avgusta, ampak traja praktično od 1. maja do 1. novembra recimo, in vse te naštete točke in tudi namen takšnih dogodkov, kot je današnji, je pač varnost vodenih, varnost gostov, varnost obiskovalcev gora in s tem tudi posledično manj dela tako za gorske reševalce, kot obremenitev za sam državni sistem in tudi zadovoljstvo ljudi, ki zahajajo v hribe, bo neprimerno večje, če bo njihova izkušnja pozitivna, kot pa če bo negativna. Hvala. Naš honorar, priporočene cene so od 300 € naprej, dnevna tarifa. Potem pa gre seveda po zahtevnosti, po dolžini ture, potem se razlikuje. Bolj zahtevna tura, višji je tudi honorar. Priporočena cena se začne od 300 € naprej. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če jaz mogoče še sklenem tole uvodni del z parimi mislimi. Omenil sem, da samo pod tole gondolsko žičnico smo lani imeli 4 primere tujcev, ki so zatavali na tem območju. Prikazna vaja je pokazala, kaj to pomeni, koliko moštva je bilo potrebno angažirati. Angažiran je bil vojaški helikopter in taka akcija, ker je nekdo zaradi neke ali malomarnosti, slabe priprave ogrožal sebe, pa če omenim tisti men še svoje 2 otroka, je potem prišlo do izjemno kompleksne reševalne akcije, ki je po eni strani tudi nevarna za reševalce in seveda tudi finančno zahtevna, če temu tako rečem. V Sloveniji stroške reševanja krije država in seveda gorski reševalci Slovenije s svojim časom. Tukaj bi še enkrat poudaril, gorsko reševanje je v Sloveniji prostovoljna dejavnost. V Gorski reševalni zvezi Slovenije je nekaj čez 800 gorskih reševalcev prostovoljcev, ki so v zadnjem času izjemno obremenjeni in tukaj doslej, kakor sem rekel, smo v večini reševali sodržavljane, zdaj pa že govorimo, da smo tukaj v večjem deležu
rešujemo tujce in tukaj res apel tudi predstavnikom vseh prisotnih držav, dajmo narediti nekaj na preventivi, da bo tega v tej sezoni manj. Mogoče samo še to, imamo tukaj še nekaj res drugih primerov, res neprimerne opremljenosti iz reševalnih akcij. Če gremo malo nazaj, malo za vzpodbudo, ko boste mogoče za kakšno vprašanje, ampak resnično včasih se sprašujemo, kaj si mislijo ljudje, ki hodijo v gore res slabo opremljeni, še najbolj se pa zgrozimo, ko kakšni starši ogrožajo svoje otroke in jih vodijo po res zahtevnih poteh v popolnoma neprimernih oblačilih in obuti. Torej, gorski reševalci opravljamo svojo dejavnost prostovoljno v svojem prostem času. Če smo takrat ravno na svojem delovnem mestu, država povrne delodajalcu stroške tistega dne, ko ta posamezni reševalec odide z delovnega mesta. Je pa to v današnjem času postaja vedno večji problem, ker delodajalcu tisto povračilo enega dneva, ko ni delavca na delovnem mestu, ne pomeni prav veliko, delovni proces veliko bolj trpi, kot če samo en posameznik zapusti to delovno mesto. In to je to. To je seveda pa, kar pa je treba poudariti, pa da gorski reševalci smo opremljeni, dobivamo opremo plačano strani države. Tukaj se pa ravno zaradi velikega povečanja števila akcij dogovarjamo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da se bo normativ, ki je bil nespremenjen veliko predolgo, končno popravil in bo odražal dejansko številko, ki jo reševalcev, ki so trenutno aktivni in sodelujejo na vseh teh reševalnih akcijah.